sva si danes zadala izziv in sicer poznavanje slovenske YouTube scene. Si pripravljen? Prva slika. Ful sem zamiral. Nič se ne vidi na tej sliki, razen lasje. Ampak, a veš, kdo je? Barva las, lepa afna. Zelo moško temo obravnava. Aute, como terminuta. Bam, easy. Ja? Wow, Pa, ful, simpatično Jani. zasmeni. Ne. Ful ima smisel za humor. Moja slika je, oh my god. Poznaš me 20 let, pa ne veš, kako izgledam od blizu. Ja, to pa si vem, kdo je. Rebeka. Čist zares. Pozdrav! Sva Rok in Ana. Na YouTubeu nas najdete pod imenom Narokana in gledate eno čist zares super oddajo. Čist zares. V oddaji z Rokom spremljava mlade, ki si zadajo izziv in pokazala vam boma, kaj se zgodi, če imaš dober načrt, malo volje, idejo, motivacijo, prijatelje, strast in izziv spelješ. In danes nas zanima vlogerska YouTube scena. Kdo so YouTuberi, kako poteka njihovo življenje, kako nastane YouTube video. Kaj se zgodi, ko postaneš influencer? In zato bomo danes poznali YouTuberje. Čisto zares. kdo si. Jaz sem Rebeka, slovenska youtuberka in to je zdaj že to. V bistvu delam take zabavne videe za YouTube, slovensko YouTube sceno. Kdo pa je Rebeka, ko mogoče ni youtuberka? To je pa neka najstnica, ki hodi na gimnazijo, Poljane, tretji letnik in se zabava v prostem času, se matra šolo in preprosto hoče uživati življenje najboljše, kar se da. Se mi zdi, da je slovenska YouTube scena ful bolj je narasla, se mi zdi. Včasih ful ni bilo te slovenske YouTube scene. Kaj si šel na YouTube sam tako poslušati neke videospote, neke pesmi, zdaj imaš pa dejansko ful teh slovenskih influencerjev, youtuberjev, ful je zabavno, ker se tudi potem spoznamo med sabo in meni se zdi, da je ful super. Zakaj si se ti odločila, da začneš? A YouTube ali slovenski YouTube? Oboje! Oboje. In kakšna je razlika? Ja, jaz sem v bistvu 2 leti najprej snemala v angleškem jeziku. Odločila sem se zato, ker sem snemala videe in sem jih imela, snemala sem čisto en random video, sploh nisem vedela, kaj je to YouTube, in sem jih imela na računalniku. In je zmanjkalo prostora na računalniku in sem jih potem naložila na YouTube in nisem vedela, da bi sploh tudi ljudje videli, ker nekaj so se začeli nabirati ogledi in sem samo tako, wow, to dejansko nekdo gleda. Pa sem že kakšne dala dol, pa sem se malo bolj pozanimala in ja, tako se je začela moja YouTube scena. Kdo je sploh vloger? Vloger si rekel. Vloger. YouTuber. Ja, v bistvu nekdo pravi YouTuber, nekdo pa je vloger. Meni se zdi, da je vloger še vedno nekdo, ki ni skozi na enem mestu. Pač YouTuber je tako, dela prav neke videe za neko določeno temo, skozi v tistem prostoru ima nek studio. Vloger se mi pa zdi, da počne ful stvari, gre malo v svet, malo raziskuje, malo dela različne teme. Pa to ne vem, tako si jaz predstavljam vloger. In jaz bi sebi rekla, da je vlogerka kot je youtuberka, no. Svetloba! A smo not? Zdravo! Malo sta majhna, ne za me ful sta lušna. Viš, Ana, tako to zgleda, ko imaš dejansko kvalitetno opremo za snemanje vlogov. Wow, kar lepši smo. Ja, kar lepše zgleda. A imaš vedno ta kader? Ja, mislim približno, ali pa imam dali tako obratno, ali pa daj tle, ali pa daj dol. Kader pa potem statičen ti ostane, ali ga malo pomikaš naokrog tudi? Odvisno od videa, veš. Ponovadi sem skozi tukaj, če je kakšen tak video, ko sem skozi tukaj, če ne pa se malo premikam, ja. In potem moram te luči skozi premikati in ja. Ful je dela in pa mi to največ vzame, po mojem. Kakšno vsebino ustvarjaš ti? Kaj te pritegne, zanima? Mene še vedno najbolj pritegne, da v bistvu jaz s tem, ko snemam take videe, še vse jim dam, mojim gledalcem, neko upanje, da se da zabavati pač v življenju, tudi na tak način, da se ti nekaj od tega naučiš. Da še vedno neko sporočilo predam. Kdo pa so ti gledalci? Vsi tudi mamice gledajo. Pač dejansko me tudi
tako, ko me družina ostala, so tako, ja, mi pa vsi gledamo, se usedemo zvečer, pa gledamo. Ali pa me enkrat me je babica prosila za selfie. Pač to je bilo samo tako, wow, in pa mi je dala neko tako kuverte, sem jaz tako, hvala, ja, ful je bilo, Nekako v današnjih dneh je pač youtuber nekako tudi ful fotka pa to. Naprimer, poznamo te slovenske youtuberje, ki imajo tudi dosti fotk pa to. Jaz sem tak primer, ki ima Instagram bolj bogi in zato probam v današnjem challengeu v bistvu nekako 24 urah narediti čim več fotk za Instagram na različne teme. In to bo v bistvu nekako tak behind the scenes vlog, kako se to naredi. Pač kako lahko fotka dobro narediš, make-up pa to, pa ja, pozicije. Kdo ti bo pomagal? Pomagala mi bosta moja dva, jaz temu pravim youtuberja, prijatelja, kolega, Tija Petek in Urh Kočar. Jaz sem tako naredim in gremo naprej in pa gremo naprej. Kjero smer? Tja. Tja, gremo 3-4 naredim. Ja. 3-4. Ja. Rebeka bolj govori. Meni se zdi, da bi možgani ne delujejo tako hitro kot njej. Ja, veš, to je to, ko si vajen govoriti pred kamero, ne? Ona nima odnosa s kritiko. Zelo dobro zna sprejeti kritiko, ker tu je rekla, ne, da pomembno je, da si, kar si, ne. Tako da, če boste dobili kakšen negativni komentar, naj vas to ne takoj odvrže, ustavi, kar dalje, bojte to, kar ste, pa kar snimate. Sam komentarje. Ja. Če ni utemeljena kritika. Tako Rebeka, ne? Dobrodošla spet v moj sobi. Ja, se spomniš, ko sem nazadnje sem prišel. Ja, ko sem bil excited. Skoraj enim letom. Ja. Midva s Ano bova zdaj totalna stalkerja in bova youtuberje opazovala. Čakaj, je za to. Najprej bomo začeli tako, da v bistvu se veš, da uvod začnemo kot youtuberski vod, pač to je to. Pojmo si kar se ti, ki si tak make-up beauty, to vse, mi boš pomagala narediti 4 različne make-upe na 4 različne teme. Bo pa to vmes snimal, ker bo fulno snimat, pa fotke boš. Fotko. Okej. Je tako? Ja. Okej, a imaš še dva... Zadaj. Mi bomo rabili še eno temo. Zdaj imamo bodne. Zadaj so 3 YouTube zvezde na enem kupu. Rebeka, Tija, pa Urh. Ja, ne smemo, zato ker ne bo. Ja, se to je, to sem Veš, kaj Božič je bil že tako par Ja, tednov Božič nazaj. je bil že, Božič je bil že par tednov. Vse, kar bojo oni povedali, si moramo midva zapolniti, zato ker imamo občutek, da med sabo šerejo velike vlogerske skrivnosti. Danes imam prvič 2 youtuberja v moji YouTube sceni. Okej. V glavnem, zdaj bomo začeli snemati, me se več povedal, kako začnemo, ne bo se tokrat. Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. V današnjem videu, kakor vidite, imam 2 zelo znana slovenska youtuberja, to sta Tija Petek, živijo, in Urh Kočar. Tija Petek in Urh Kočar photoshoot prvič. Okej, gremo zdaj mi dol v kuhno, pa začnemo z prvim izzivom oziroma prvo fotko. Kaj počnete? Po čem sta znana v svetu? Ne vem, kakšno so merila za znanost, okej, ne maram o tem govoriti, koliko ful samo všečno izpada. Lahko vprašaš, po čem sva poznana. Po čem sta poznana? Po YouTubu. Sta youtuberja, Ja. sta vlogerja. Mi to malo drugače jemljemo. Vlogerji so bolj tisti, ki se snemajo tako kot si. Ja, tako si ti. Ja, recimo, Ja. sicer tudi jaz sem večkrat spremenil v zadnjih mesecih, ampak načeloma ja, jaz sem bolj s vloganjem začel. No. Ja. Kakšne vsebine pa snimate? Tako to, kar se dogaja v življenju. Ja. Daj pa. Vsaj jaz. Ja. No, jaz pa tako od make-upa do ja, lifestyle videa, tako bolj beauty. Pa če hočeš biti lep, greš gledati njene videe. Sem to, da veš. Ja, to pa daj samo po strani. Marija, čist druga bajta, kaj to bi gledal. Okej, in zdaj... Še ne vemo, kjer smer bo kamero vrnil. Ja, Pač kamera bo izkletja obrnjena. Proti kuhinji. Ja, Ja. tako, ne, tako, ne? Proti mizi. Ja. Ja. A vidi boste za mizo. Ja.
Tako da lahko ti to naštimaš. Ok, bom. A da imaš svoj mikrofon sem ga? Ja, no, da še hočeš. Pač, kaj tak stvar ne rabim, kako Ja, to tako snemaš. pišeš. No, zakaj je tole? Ali to nos, kaj ga daš za pust gor? Ja, treba še stabilizirati, pa še bolj skledati. Zdaj že bi še drona tle, korno je tako. Ne vem, rabiš še en kader. Ja, a se malo sedeš? Po mojem boš ti rabila... Mislim, malo je večja razlika med nama, če kdaj grem jaz se usedeti. A bi se vidiš? Ja, vidim. Ful je temno. Ja, se bomo našteli. A ne, se v redu. Ne, se kul, se bom po mojem, a pa če mi ti držiš, a veš. Ja, ok, dobro. Ok, bom jaz zdaj povedala. Živijo nazaj, mi jaz pa se trenutno oziroma mi, ne smem pozabiti na Urha. Urh drugače vse ne snema, lahko nekako pokažeš, kaj imaš. Ja, lejte, to doma Urh super cool. To je stabilizator. Ok, glavno, mi vestijo, smo se zdaj odločili, da nekako kot za prvo sliko, da mi najprej ona pokaže, kako se naredi make-up in se ga jaz sama. Prosim, usmirite se me. Mogla sem vzeti make-up dol, da se ga dam zdaj spet gor. Rajmer. To si daš lahko z rokami gor. A Pa res? si mi na roke. Da malo dekle na čelo si. Zanimajo me tvoji začetki. Moji začetki so bili leta 2012, nisem imela niti ene snemalne opreme, imela sem še telefona, se mi zdi, da sploh še nisem imela svojega. Imela sem od mami telefon in to je bilo to. Kaj je pomembno pri nastajanju vloga? Meni se zdi, da je še vse najbolj pomembno vsebina, ne to, s čim snimaš, ker naprimer jaz če vse kdaj s telefonom posnamem, pa spane čisto super. Ful veliko te lahko tudi reši postprodukcija, pač to, kar zeditaš, ne vem, če imaš ti dobro zeditan, pa če nimaš neke pauze vmes, da bi bilo zdaj tiho, pa tako nič. Pač ful da to reši. Za snemanje jaz priporočam tudi navaden fotoaparat, res ne rabiš, sploh začetki ne bodo, da se že nabavijo in oči in vse in pač. Ja, drugače pa tema, zabava, pa najbolj pomembno pa je, da se imaš ti pri tem fajn, da se ne obrnjuješ, zdaj to njim toliko všeč ali ne in pol zaradi tega že nekaj nastane, vsaj pri meni nekaj nastane. Kakšne teme pa potem ti izbiraš, na primer? Rada se davam izzive, ampak pač take izzive, da so mi všeč, ne da bom zdaj tam trpela zaradi tega izziva ful, ker pač če je vse nekaj preveč zaigran, potem to se mi zdi, da ljudje začutijo in ni toliko, ne izpade toliko dobro. Drugač pa jaz veliko najdem tem, tako da gledam pač druge youtuberje in potem probam to nekako po Sloveniji, kaj dodati ven, kaj sem challenge in ja. Pa ful rada motivacijske teme, pa da se vse da, pa tako. Enim sem celo pomagala s tem, da so zaradi mojih videjev dokončali šolo, ker če ne bi obupali. Dobivala sem take sporočila. To je precej odgovorno, ni? Zdi se mi, da če imam še take teme, da me potem še njihovi starši malo bolj tako mi dajo respekt. Pa in pač, da dovolijo otrokom, da pač zapravijo svoj čas, da gledajo videe, če jim nam jaz res jih nekaj naučim, ko pa če so samo bedarije. Ti si posed. A jaz bom zdaj sedela? Ja, da bi večkrat bolj desno, tako da boš pred oknom, ker je glih drevo v zadnji in pač je zeleno in bi tako lepo izgledal. Ja, a se bo videlo, da se bo vodilo? Aha. Ko se lotevaš snemanja, kako izgledajo tvoje priprave? Ja, tako še vseeno bi jaz najbolj poudarila, da je še vseeno najbolj pač primerno, da v bistvu je svetloba v redu. Jaz ne priporočam, da si že takoj studijske luči kupimo, ampak naprimer, da če že snemamo video, gremo snemati pač sred dneva, kjer je najboljša svetloba, se postavimo v okno. Tako sem jaz začela, ali pa sem šla mogoče ven, ni lih v kakšnem pač temnem prostoru, zdaj imam že studijske luči, pa to, da je boljš. Pa tudi, naprimer, če snemamo s telefonom, pač pazimo, da je vse lepo v kadru, ne da imaš ti pa v glavi zunaj ali pa not ali pa ne vem kaj. In če imaš to vse v redu, mislim, da že narediš tak soliden video. Pač tukaj ti bom mečken še levo stran face posvetljiv, ker je dosti temna. Sam itak pač slika je kakšna je trenutno. Mislim, da je v redu.
Sploh zaradi tega okna, ker je tako Ja, nice. ful je Touch. to. Ful je smelo, da se bo tako videlo. Ok, tam je ful všeč. A, resno? Ja, ne vem, zakaj meni vedno všeč tisto, kar ne gledam Kaj na ne- kamero. Ok, v redu, v redu. Lej se boš povedala, jaz ti bom pol sedi. Za drugi izziv, oziroma drugo temo, se gremo slikati tja gor na jaso. Make-up bo isti vstal, ker pač nič kadazga. Pa hodila sem obleč eno bolj lepšo jakno, ampak imela to, ker je mami žal za vse vprl. V ozadju se dogaja photoshooting z drugo Instagram fancy fotko od Rebeke. Urh je posledično v zrak sprožil drona. Ok, zdaj pa tako glavo zasuki za 90 stopinj v levo, pač kot da gledaš kaj na tvoji levi strani, nekako za sabo. Levo, ja, tako. Ne pa isto stoj, pač, ki si imela noge prej, sprav sam glavo obrniš. Tako, ja. Pa mečken nižji. Daj povej, kaj si misliš. Pač sej bolj taka brezbarvna, se posvite, vse popravljamo. Pa tudi ti boš malo svetlejša. Zdaj, ko si postala malo bolj tako slavna oseba, se ti zdi, da to na kakršenkoli način posega mogoče v tvojo zasebnost? Ja, ampak v bistvu na čist dober način. Zdaj, ko se mi zdi, da imam ful veliko občinstvo, je namen to, da se moram jaz ful potruditi. In včasih, če ni kakšnega kol videa, sem jaz ful bolj živčna. In sem samo tako živčna, da moram objavljati. In meni se zdi, da je to največ pač na mojo psiho najbolj vpliva. Se počutiš dolžno njim priskrbeti. Ja, včasih, ja, vidi tako nekako. Zdaj, ker veliko sporočil potem dobivam, če mi kakšno tega ni. Rebeka, kaj si, meni res tako dolg čas. In pa se meni zdi, o ne, 100 sporočil takih mene dnevu, kaj zdaj res z mano. Vsi me ful supportajo in so ful veseli, da pač je ena oseba v njihovem življenju, ki ima YouTube kanal. Se ti zdi, kje je meja, koliko lahko deliš osebnih stvari in koliko ne? Ja, to tudi. Ker sem s prijatelji, pa gremo na primer ven, me velikokrat oni opozorijo, Rebeka, že spet snimaš, pa nočem biti danes, zdaj ne dan snimati. In sem tako, ja, se res se zdi moja osebnost, tukaj biti z njimi zunaj, rač ne bom. Kje imaš pa ti mejo? Kaj tretiraš kot zasebnost, ki jo ne deliš z občinstvom? To, kar se dogaja po šoli, ko pridem domov, ker sem sam ful zmatrna in pač tega, ker vsi mislijo, vedno sem jaz najbolj nasmejan človek, pa najbolj pozitiven, ampak tudi jaz imam ful pač pacov, pa tega in ponovadi tega jih ne delim, ampak pa povem, pač da imamo vsi take dneve, samo ponovadi ne kažem tega, pa naprimer, če smo kaj z družino, ne kažem. Se ti zdi mogoče fajn, da pa bi človek vseeno kdaj delil neke padce pa slabe momente z publiko? Takrat, ko se mi zdi, da je ta padec dober za deliti, ga definitivno delim. Glih par dni nazaj sem imela neke čudne motnje v sebi, sem imela samo tako, kaj mi je, pa zakaj se tako počutim, ker je res dober dan in sem to probala deliti. Včasih pa prije nekaj vmes, ker na šoseju in sem dala na Instagram in sem dobila ful nazaj takih sporočil, moj bog, jaz ste ful film, Rebeka, pač. In pa sem samo tako, nisem edina, ne, pa dejansko jim dam prav motivacijo, vse bo vse kul, sem pač počakam še kakšen dan. Ja, definitivno tudi kakšen tak moment delim. Mislim, drugače meni se bolj všeč fotke pač naravne, ampak bomo bili tak izziv, bomo probali se podati v vlogo bobnarja trenutno. Zdaj smo na tretji lokaciji, imamo že moj super cool make-up za tretjo fotko, ki bo tukaj na bobnih zadaj. Slikali bomo pa v bistvu tukaj, še tudi bobni. Ja, ali bo še sled? Ja, jaz se bom tako od sprej, tukaj tako? pomno tako tja noter. Aha, okej. Ja, dadaš tako čimečkem bolj skupaj, da se čim več te črnine vidi. A imaš enkrat to s palčkami, ki si gor dala, pa gledaš v kamero? Lej to. A lahko še enkrat si jaz malo bolj lase to ne bo pravi? Ja, lahko pa probi roko Ja, držati. bolj tako, okej. Oh, nice. Tija? Mene si Ok, če že ponujam. Super nalivaš. Zdaj bi mogla biti ful izpostavljen. A ja? svoj Ja.
svoj logo, da pokaži malo, no, da Ja. malo. No, kaj te not piše? R je, no. Bravo, ker nekdo ni vedel. Jaz tudi ne. Ne, veš kaj je mogoče, zato ker mi je rok ime pa R velikokrat vidiš in potem ga imam tako v glavi zapisanega Ja, in no, tako meni je pa R. Rebeka ime. Ja, vidiš, ne. To je tak univerzalen logotip. Ja. To imaš ti pol celo serijo izdelkov že. Nikoder je potegnil. Samo promocija. Evo, tukaj, to je v bistvu taka torba, pač to je zdaj dosti popularen. Vrečka torba. In... Hvala. Hvala. Ja, tukaj, kaj pa zlata, Hvala. kaj pa zlata. Kak je pa drugačno s promocijo kakšnih drugih izdelkov ali pa česa na YouTube kanalu? Vsi mi probamo to narediti na tak način, da se ne vidi dobesedno, da je jih promocija, recimo. Ja, se pa je tako lahko vedno, recimo, če se za kaj zanimaš, ne, jaz raje snemam potovanja po to in pač pišem potovalnim agencijam, pač jaz sem ta pa ta in imam. Ja, isto To se pa mi to, zdi. ja, in pol se zmeniš kaj in ti omogočijo kaj, ker drugače ne bi mogel narediti, ali pa pač težje. Pa se da od tega živeti? Da se. Da se od vsega, ne. Da se, sploh Da se, v ja. tujini, Ja. ampak Na tej točki, kjer ste zdaj. da bi samo od tega ne. Ja, samo tega ne. Ja, jaz pa sploh ne, ker imam več kot dvakrat manj subscriberjev v trebi. Ne vem, nekako si tako okrog rokovi ali neki. Jaz se sem, a ne gre postavo, pa pol se vidi. Ja, probi si še bolj gor potegn, da ti gre pol. Lahko si daš okrog vratu ali neki. A zgleda butasto. Ne, mislim, butasto, ne. Se najprej povej, če ti dobro zgleda. A kaj pa če se uležem, pa veš, tako da sem tako naprej. Probi prav noge dvigati, tako da se vidijo, pač tako ja. O, še bleščijo se, ne. Dijo se nogi. Ja. Tvoj dan se je zaključil. Yes. Lahko mogoče nama sam izpostaviš, kaj vse ti je šlo pa danes ful dobro v tvojem izzivu. Ful dobro mi je šlo, da imam ful fotk. Pač. Ene fotke niso dobre, ene pa so, ampak je ful fotk. Nikoli nisem imela toliko fotk. Pa tudi vlog še moraš zdaj zrezati. Ja, pa vlog mi je raz posnet. Še nikoli nisem snimala vlog cel dan dol. Pač tako, en video, pač ker ni bil vlog, challenge, čez cel dan. To je bil tudi nek na vizijo. Kaj pa moraš biti tehnično gledano pozoren pri montaži? Ena stvar je tudi to, da moraš uporabiti pravilno muziko, ne smeš imeti avtorskih pravic. Ne vem, če smo snemali kakšen moj avto, če se kakšna tabla se vidi, da se tega ne vidi, ali pa da se ne vidi preveč hiše, pa mačkam to zakrijem, hit posnetek, pa to. Ja, Preden pa pol dokončno vlog svoj objaviš, a imaš kakšen svoj ritual, mogoče tik pred objavo? Ja, po mojega jaz se ne 10-krat pogledam, če mi je ful zabaven, ker dejansko se še spim ob njim, ali pa ga mami po oči hoče itak videti in sem prej za daj mi ga pokaž, preden ga boš objavila. Kako pa tvoj kanal izgleda čez 5 let od danes? O, dobro vprašanje, tega me noben še ni vprašal. Vedno me vprašajo, kje se vidim čez 5 let, ne pa kakšen bo moj kanal čez 5 let. A veš, da ne vem, mogoče bom pa čisto nova tima obrala, mogoče me pozim make-up čez njim, mogoče pa to, ampak ne, jaz sem tam, vedno bi rada malo bolj upgradala, pa kakšno tako boljšo temo. Jaz imam ful rada več ljudi na mojem kanalu, pač jaz imam ful rada tako, da nisem samo sam jaz. Pa mislim, da tudi ljudje radi spoznavajo nove ljudi. A imaš potem v duhu tega povezovanja mogoče kak nasvet za Najo z Ano in najne bodoče vlogerske kariere? Vidim, imata ful dober drugač kanal, pač ker bi dejansko hodita, pa spoznava se dosti ljudi, kot sem jaz videla, pa spoznavata nove izzive za vaju, pa nove stvari, meni se zdi to ful zanimiv in samo tako nadaljujta, probita še kaj, kakšne motivacijske, tako skrite motivacijske skillse dati noter, veš, da ful to začutiš, ta energija, da dejansko daš prek kamere ven in da on začuti in da ti bolj dobiš nazaj. Vse bo dobro, vse se da, čisto zares. Bodi kar si. Ja, bodi kar si, sledi svojim sanjam. Čisto zares. In smo spet nazaj v moji sobi. V glavnem, to bo to za današnji video. Naredili smo 4 različne fotke na 4 različne teme in 4 različne make-upe.
Jaz upam, da vam je bil ta video všeč in jaz sem zelo ponosna na nas, ker v bistvu namerata ta izziv, ne samo meni, tudi njim dvema. Imam par fot za Instagram in kakor vidite, vse se da, če se pač hoče. Mi smo se dejansko podružili, ful smo uživali. Ja, je večkrat naporno, ampak to je feeling, ker si zmatran, ampak se dobro počutiš. ko si Ja, sam nekje. ko si dejansko nekaj naredil. Uživite in se vidimo v naslednjem videu.